Živijo punce, danes sem mislila posneti en tak spontan tutorial in sicer sem pred kratkim nakupila, dobila nekaj novih produktov in sem jih mislila prvič zdaj testirati pred kamero. Rezultat pa upam, da bo en tak svež in pomladen make-up. Ok, pred kratkim sem dobila od staršev novo kamero, Sony Alpha 5000 in zdaj bom tole poskušala tudi malo približati, ker se mi zdi, da bo bolj fajn, če se bomo videli od blizu. Ok, moja koža trenutno ni v najboljšem stanju, naročila sem se tudi k dermatologinji, tako da vas bom obveščala o spremembah, če bodo kakšne. Predvsem me motijo te male pikce, ki se mi pojavljajo po čelu in upam, da bo lahko ugotovila, kaj je razlog teh pikc. Stvar, s katero začenjam, je od Debore primer, Face Perfect Primer. Ta primer sem že uspela poskusiti pred parimi dnevi na svojem obrazu in je izredno prijetna tekstura, dejansko mojemu obrazu ustreza zelo. Je tudi mat, kar pomeni, da bo preprečil, da bi se tekom dneva svetla. Tako da zaenkrat so far so good. Pred kratkim sem naročila novo podlago in sicer preko interneta, v spodnji pasici bom pustila povezavo do podlage EX1 Invisiwear Liquid Foundation. Je pa to podlaga, ki jo uporabljajo vizažistke, priznane vizažistke in z njo ličijo zvezdnice. Preden jo uporabam, jo takole prešejkam. Je pa cenovno izredno ugodna podlaga, ker dejansko stane 15 € in je posebna zaradi tega, ker je narejena za olivnat ten kože. Podlago sem nanesla s flat čopičem od Debore, zdaj jo pa vtapkam z kabuki čopičem v obraz. Ok, na vrsti je concealer, danes bom uporabila od Maybellina Fit Me Concealer. Nanesem ga pod oči. Malenkost na tele problematične dele. Zabrišem concealer prav tako z kabuki čopičem. In sicer tako, da tapkam v produkt. V Avstraliji sem kupila od Rimmel London, od znamke Rimmel London, Stay Matte tale powder, press powder. In sicer naj bi bil, poleg tega, da dobro diši, naj bi tudi odlično matiral kožo in lahko potrdim, da dejansko vsakič, ko sem ga uporabila, sem se, potem ko sem prišla domov, svetla zero. Na vrsti so naše obrvi, jaz jih bom zapolnila zelo na hitro z telim Benefitovim browsingom. Ok, ko imam enkrat zapolnjene svoje obrvi, jih zaščitim z čudovitim izdelkom in sicer je tole maskara za obrvi znamke Essence Make Me Brow in gre res za čudovito zadevo. Jaz sem imela pred časom, že dolgo časa nazaj od Benefita, dejansko je to boljša stvar kot tista za 30 €. Mislim, da je nekih 2 € in dejansko naredi en tak naraven videz našim obrvem. Naslednji korak je bil, punce, da sem pod svoje obrvi nanesla tole svetlo vanilija senčko. Uporabiš lahko katerokoli senčko, jaz tale moja je iz palete Carli Bible. Ampak dejansko s katerokoli senčko lahko dosežeš ta lift efekt naših obrvi. In na svojih učkih, na svojih vekah danes ne bom v bistvu delala ničesar, razen eyelinerja. Ok, punce, ko je eyeliner gor, je čas za maskaro in to je tudi naslednji produkt, ki ga bom danes prvič testirala za kamero. Oziroma, sploh še nikoli nisem testirala te maskare, niti tako pred kamero, za kamero, kakorkoli. Je pa tole nova maskara od Pupe, Diva Lashes, maskara za maxi volumen. Ok, taki čudoviti rdeči embalaži. Krtačka. In da vidimo, kaj se zgodi. Bom bolj približala.
Čudovita maskara. Kot lahko vidite, uček, ki je namazan in uček, ki ni namazan. Meni se je tukaj le malo preslikala na veke, tako da vzamem palčko in jo maskaro samo obrišem. Hudo. Ok, maskara je sicer naredila čudovito delo, ampak jaz se bom igrala danes tudi z mojimi novimi trepkami od znamke Allure. Kupila sem jih v Avstraliji, tako da pri nas se jih ne dobi. Je pa to v številkici 117 in ja, izgledajo takole. Trepke so sicer čudovite, ampak jih je težko gor dobiti, tako da težko gor dobiti. Ne zgleda slabo, ampak mislim, da so te trepalnice bolj primerne za takrat, ko imamo divji, močen eye look, torej ko namažemo učke, mogoče malo bolj temno ali smoky ali kakorkoli, ker je tudi ta obroček malo tako bolj debelejši in potem imam občutek, da se malo bolj vidi od blizu. Poleg tega jih je pa izredno bilo težko gor dobiti, tako da, če bi se odločila še enkrat za nakup, jih ne bi kupila. In ker so trepalnice tako zelo wow, bom nanesla za protiutež črno barvico v notranji predel učka, torej na notranjo vodno črto. Uporabljam od Kolistarja Eye Pencil. Ok, da zaključimo s kožo, nanesla bom še bronzer in sicer od Max Factorja Bronzing Powder s takimi mikro bleščicami. Nanesem ga pa na lička, tudi kar namest rdečila, ker ne bom našala nič rdečila. Na čelo, na vrh čela in pa brado. Like that. Ok, zadnji produkt, ki se ga tudi najbolj veselim in ga bom nanesla za vas pred kamero in vem, da je res čudovita stvar. Tale čudovita šminkica, to vam moram pokazati. Na svojem Facebook pageu sem tudi objavila sliko z točno to šminko in dejansko gre za eno od mojih najljubših ta hip šmink. Dejansko izredno pigmentirana zadeva, posuši se do mat, tako da to so mat šminkice, na naših ustih se posušijo. Je pa znamka Milani, torej podjetje Milani. Zoomiram. Je ogromno odtenkov, svojega lahko naročiš na Click to Chic in ja, če iščeš kakšno spomladansko barvo ali pa tako za vsak dan, absolutno tekstura te šminke je taka, da bi si jih človek lahko mislil kar nekaj. Svoj obraz bom samo še poprskala z Mario Badescu Rose Water in sicer gre za njegov facial spray z dodanimi zelišči, aloe vero in pa vrtnično vodo. Sprej bo poskrbel tudi za tak natur look, oziroma da se bo vse skupaj malo vtisnilo v kožo in da bo zdržal dlje. In s tem je moj improviziran make-up look tudi zaključen. Gre v bistvu za zelo naraven, svež look, poudarek je na dolgih trepalnicah in pa čudoviti mat rozkasto rjavi šminkici. Po mojem mnenju bi bila tale maskara čisto dovolj za vsakodnevno ličenje, zaradi tega, ker dejansko ne vem, kako je s tabo, ampak jaz na dnevni bazi ne uporabljam umetnih trepk. Je pa seveda fajn, ker izpade tako
glamurozno in dolgo. Šminka je tista, ki dopolni tale look in upam, da ste uživali v tem improviziranem in predvsem spontanem tutorialu. Ne pozabite slediti na socialnih omrežjih in ker smo pred kratkim dosegli 1000 naročnic na kanalu Lepa Afna, sem se odločila, da podarim tale 2 čudovita pomladna lakca za nohte znamke Debora. Gre za čudovito kolekcijo 7 Days Long, preverjeno, zdržijo res dolg na naših nohtih in vse, kar moraš narediti je, da sodeluješ. V komentarju mi zapiš, od kdaj me spremljaš in kaj na mojem kanalu ti je najbolj všeč. Torej, kaj je tisto, kar je tebi na Lepi Afni najbolj všeč. A to je vse, poljubček, fajn bodite, do naslednjič, čau!